Prihajamo na naslednjo točko, to je 16. točka dnevnega reda, to je predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice, prva obravnava. Prosim. Posodobni odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom se predlaga iz več razlogov in sicer zaradi čistopisa dosedanjih sprememb, potem zaradi uskladitve 119a in 119b členov pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki določa ravnanje v zvezi tržne in netržne dejavnostjo in pa sprememb pri financiranju mediško-pregledne službe. Namreč po zakonu o finančni razbremenitvi občin Republika Slovenija zagotavlja v proračunu sredstva za plačilo upravljanja mrliških pregledov, obdukcij in pa tudi tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Pri čemer pa v 6. alineji tudi tega 8. člena še naprej ohranja pristojnost občine, da uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva in s tem zagotavlja mrliško pregledno službo. Potem so v predlaganem odloku tudi posodobitve dejavnosti v skladu z uredbo o standardnih klasifikacij dejavnosti, ki je nastopila v letošnjem letu oziroma ki se uveljavlja od 1. januarja, in pa prevzemanje nalog iz 2. točke 3. odstavka 6. člena zakona o dolgotrajni oskrbi. Namreč 6. člen zakona o dolgotrajni oskrbi opredeljuje tudi naloge občin, da na področju dolgotrajne oskrbe izberejo izvajalca. Tako smo nekako na podlagi stroškov oziroma projekcije stroškov ocenili, da bi bilo najbolje, da prevzemne te naloge že delujoči oziroma že določi javni zavod tudi na tem področju in to je sicer Zdravstveni dom Brežice. Odlok, ki ga pa predlagamo v prvi obravnavi, pač sprejmete vi na občinskem svetu, potem pa se odlok pošlje v pregled Ministrstva za solidarno prihodnost, ki poda še morebitne pripombe in predloge in se potem vam predloži v obravnavo tudi na drugi seji oziroma v drugo obravnavo. Ključne, če na hitro povem, ključni sprememb, tako kot se že povedal, ni veliko, na novo se uvajajo dejavnosti, pa skladno z zakonom o dolgotrajni oskrbi se določa sprememba sveta zavoda. Trenutno je štel ta zavod 7 članov, ponovno šteje 9 članov. Dodatno se doda en predstavnik delavcev zavoda za področje dolgotrajne oskrbe in pa en predstavnik uporabnikov izvajalcev dolgotrajne oskrbe ali predstavnika družinskih članov uporabnika, ki mora imeti stalno prebivališče v občini Brežice. Drugač pa bistvenih sprememb ni, preštevilčijo se tisti členi, ki pač sledijo tem dodatnim določbam. Ja, hvala. Zdaj, jaz bi sem še nekaj dodal. Zdaj, ta dolgotrajna oskrba je kar ena neznanka še v Sloveniji, kako se bo razvijala in moram reči, da nekega hudega navdušenja to izvajal ni in smo kar na nek način vesel, da je direktor zdravstvenega doma predstavil to, da začnemo to izvajati v okviru zdravstvenega doma. In mislim, da je to tudi najlažje z tega vidika, ker smo mi ustanovitelji in bistveno lažje se usklajevati s to težavo, kot pa mogoče z nekimi drugimi zavodi, ki niso v naši pristojnosti. Seveda, bomo pa videli, kako se bo razvijalo. Tudi druge občine vidim, nekatere nas poskušajo tudi zdaj kopirati, nekatere iz domov starejših proizvajajo, nekatere že prišljajo v svojih zavodih. Res mislim, da za začetek je to najboljša varianta, kasneje pa seveda se pa še odprti mogoče druge možnosti, da še ni mogoče celo na zavod, ki se bo samo s tem ukvarjal. Vendar v tem primeru jaz verjamem tudi glede na dobro sodelovanje zdravstvenega doma, da bomo najlažje prišli do te dolgotrajne oskrbe, za katero pa še marsikaj ne vemo, nekaj kako se bo financiralo, kakšne naloge bo bila, kajti veste, da Center za socialo bo določil naloge izvajati, bomo morali občine
vprašanje, tudi če bojo financirane po smrtni vlogi. Tako da jaz verjamem, da nas tukaj čaka precej še dela, vendar definitivno se tega pač moramo tudi mi v občini voditi, glede na velikost občine in pa tudi na vse druge stvari, ki se dogaja. In pa tudi to, da smo kar družba, ki ima precej starosti. Podpiram razpravo. Gre pa, kot ste rekli, za prvo branje, tako da vse te pripombe, ki jih date, da bi dal še bolj tudi, da je šlo lahko 10-15 dni dajete pismo naš dodatek, tako da se to lahko v drugo branje vse posle. Ja, kot vidim, ni razprave, verjamem, bo tega še, če bo kdo kaj imel kakšno idejo, da bo 15 dni še pripombo na občino, da bi bomo lahko vključili, da tudi verjamem, vsi drugi še pregledali predloge. Gremo na glasovanje. In pa glasujemo.